Spoštovani gospod direktor, dragi bratje, duhovniki na poseben način. Tukajšnji župnik Tine, ki nas letos prvič gosti v tej župnijski cerkvi svetega Vida v Šentvidu, spoštovani ravnatelji, profesorji, vzgojitelji, skratka vsi, ki svoje znanje in svojo srčnost prelivate v mlade rodove. In seveda, spoštovani vi, dijaki in dijakinje, starši, prijatelji, povezani z Zavodom svetega Stanislava, vsi, ki smo se zbrali v tem svetišču zato, da bi z Bogom začeli to leto, to delo, kot učitelji in kot tisti, ki se učimo, da bi z Bogom začeli, z Bogom nadaljevali in z Bogom končali, da bi vse to v resnici zorelo v nekaj razveseljivega in osrečujočega za nas same in obenem tudi razveseljivega in bogatečega za tiste, s katerimi se bomo v življenju srečevali. Gotovo je prvi šolski dan vedno nekaj posebnega v tem smislu, da po eni strani nosimo v sebe počitniško utrujenost, počitniška doživetja, obenem pa nas napolnjuje nek prijeten nemir pričakovanja vsega tistega, kar nas bo oblikovalo, kar nas bo zorelo v letu, ki je pred nami. Skratka, neka čudovita mešanica, kakršno more v življenju prinesti samo tisto, kar živimo v vsej polnosti. Tako počitnice, kakor tudi potem šolsko leto. Imenitna je misel, ki ste jo izbrali za moto letošnjega leta. Zaklad imamo v lončenih posodah. In moram reči, da sem en dober teden to misel nosil s sabo in je ta misel spremljala moje korake, moje razmišljanja in oblikovala tudi ta trenutek, ki ga bom delil z vami. Zakaj je ta misel tako imenitna? Zato, ker nam redko kdaj zares pride v zavest, kaj to pomeni. Pravzaprav nas ta misel vrača na sam začetek stvarjenja, ko je Bog izgovarjal svoj bodi in je nastalo vse, kar je nastalega, kakor pravi Sveto pismo, iz Božjega bodi. In ta svoj bodi Bog ne izgovarja samo na začetku stvarjenja, ampak ga izgovarja vedno. Nad vsakem izmed nas je Bog izgovoril svoj bodi in smo začeli živeti. In se je v tistem trenutku zgodil čudež, nedojemljiv, nerazumljiv in hkrati neizmerno lep in velik. Čudež tebe. Ko je Bog iz gline, iz snovi oblikoval tvoje telo. In ko je Bog istočasno vate vdihnil oživljajočega duha, ko te je ustvaril po svoji podobi in podobnosti. In ko si postal zanj tako zelo dragocen, kakor smo slišali v prvem berilu iz 8. psalma. Le malo nižjega od angela. Ali vi to veste, da je vsak izmed nas malo nižji od angela zaradi Božje odločitve.
In čeprav se nam včasih zdi, da je glina pravzaprav nek cenen material, cenena snov, ko zaslišimo zlato, dragi kamni, plemenite kovine, takrat postanemo pozorni, da glino pa niti ne. Ampak ljudje, mi smo Božja glina. To ni kakršnakoli glina, to glino je Bog vzel v roke. Bog jo je oblikoval. Bog je iz te gline ustvaril tebe. In zato je vsak izmed nas za to glino odgovoren. Za vse snovno v našem telesu je vsak izmed nas odgovoren. Zase in za druge. Ker smo Božja glina, oblikovana z ljubeznijo in nosimo v sebi ta pečat Božjih prstov, kakor smo slišali v prvem berilu. Božje prsti so te oblikovali. Tem pa pride zaklad. Kaj je pravzaprav zaklad, ki je shranjen v to lončeno posodo mojega telesa? Zelo lepo pove apostol Pavel v Korinčanih, ko pravi: iz teme bo zasvetila luč. In ta luč je zasijala v naših srcih, da bi spoznali Božje veličastvo na obličju Jezusa Kristusa. To je zaklad v lončenih posodah. Spoznanje Božjega veličastva na obličju Jezusa Kristusa. Da Kristusa spoznati kot Boga ni preprosto. Smo slišali v odlomku iz Evangelija, ki ga je oznanil kaplan Peter. Rojaki so ga poznali, ja, seveda so ga poznali, ampak ne kot Božjega sina. Oni so ga poznali kot Jožefovega in kot Marijinega sina. Poznali so vso njegovo žlahto, kaj se bo ta delal Boga. In so ga odvedli na rob mesta in ga ubili v svojih srcih, če tudi ga niso ubili v njegovem telesu. Spoznati v luči, ki jo je Bog položil vate, Kristusov obraz, najprej v samem sebi. Ali si kdaj, ko si se ozrl sam vase, ali si kdaj, ko si morda pozorneje pogledal v ogledalo, ozrl Kristusov obraz? Bojim se, da ne. Da smo ozrli tisto, po čemer nam je všeč ta naša glina, ali pa tisto, po čemer nam ta naša glina ni všeč in nas moti. Nismo pa ozrli Kristusovega obraza. Kako zelo mora zažareti ta Božja luč, jo Bog sam prižiga v nas, zato da more v nas zažareti Kristusov obraz. V meni, v mojem srcu, v mojem življenju, v mojem delovanju. Potem, kako močna mora biti ta luč, da vidimo ta Kristusov obraz v svojih sošolcih, v svojih sošolkah. Še bolj mora zažareti, da ga vidimo v svojih profesorjih, ki nam gre včasih na živce. Pa vendar, Pavel pravi, zaklad imamo v lončenih posodah in ne ostanimo zgolj glina. Naj ta luč deluje v nas, naj sveti v nas, da bomo Kristusa v resnici spoznavali in se ga veselili v sebi in v vseh ljudih okoli sebe.
Kakšno poslanstvo, dragi moji, za to leto, ki je pred nami? Kakšno poslanstvo? Ne samo matematika, fizika, filozofija, latinščina in ne vem kaj še vse. Odlične stvari. Ampak, ko pa v tisti božji luči v tvojem srcu zažari Kristusov obraz, je pa to nad vsemi znanostmi, ker je to ljubezen. In še ena misel. Jeremija pravi na nekem mestu, da lončar, ki oblikuje glino, v karkoli se je namenil, da jo bo oblikoval, pa se mu sfiži pod njegovimi prsti, jo preoblikuje v nekaj drugega. Poglejte, naš dragi Bog pa ne. Naš dragi Bog pa ne zavrže gline, nobene gline, ne mene, ne tebe, ne nikogar. Ampak to glino vzame v roko in izkuša vrniti tisto lepoto, v kateri jo je ustvaril. Jo povabi, naj se odpre svetlobi, naj se odpre luči. Naš Bog v to glino utelesi svojega Sina, Jezusa Kristusa, da bi mi začeli ceniti, spoštovati sami sebe in ljudi okoli nas. In ta Kristus prihaja kot luč. Tista luč, ki mora zasvetiti vsakem izmed nas, zato, da bi videli in da bi videli prav. In zato, dragi prijatelji, dragi bratje in sestre, se zadržujte ob tem motu letošnjega leta in odkrivajte vedno bolj zaklade, ki so skriti v tej glinenosti, ki so položeni v to glinenost. In življenje bo postajalo lepo, bogato, če tudi ne nezahtevno. In ga bo lepo živeti, čeprav ne vedno lahko živeti. In ob letu osorej, ko boste želi pridelek tega šolskega leta, boste videli, kako zelo se je napolnila kašča tvojega srca. Z lepim, dobrim, plemenitim, z Bogom samim.